zaradi tega, ker sem videla zadnje čase, da imajo ljudje malo težave sprejemati konkretno angelsko energijo, pa bi ti rada povedala, zakaj. Ogromno ljudi je, ne da v resnici srčno ne verjamejo v angele, ne. Ampak mogoče sem v zadnjem času res videla veliko ljudi, ki so oni na eni strani, na drugi strani je angelska pomoč pa zdravljenje, pol pa kar neka bariera. A veš, kakor da ne moreš priti, kada ne moreš priti vmes. A veš, kaj mislim? In ogromno ljudi ima težave. In potem, ko se vprašaš, zakaj, in ko sem šla jaz energijsko gledati, v resnici ni to tako, da ljudje ne verjamejo angele. Ful jih imajo radi. Ful imajo radi angele, ful so jim pri srcu. Ful, a veš, to je ona taka res, taka močna ljubezen. Ampak dostopnost angelov do ljudi v tem obdobju se je pa definitivno ljudje poročajo, da je ful manjša. Je pa res, da je tukaj ena druga prepreka in tukaj si bomo mi probali danes pomagati. Možgani. Pa bi ti rada povedala, kaj je z možgani. Toliko je enih ljudi trenutno, ki imajo možgane, kako bi lepše rekla, pa se bom kar rekla tako, kaj je čist kaput. Res, čist fertik. Toliko obremenjene, toliko polne informacije, a veš, informacije okrog, vsak nekaj hoče, vsak nekaj, kot da bi od tebe hotel, jaz, kaj mi ti boš dala, kaj mi ti boš dal, jaz, zakaj ti meni ne, jaz hočem v tebe to. In možgani so že prav tako, a veš, ne morem več. Toliko vse nekaj vibrira, ljudje so tako, ali so slabe volje, ali so apatični, noben ne bi nič delal, vsi bi se smilili sami sebi, a razumeš, in potem prideš ti stik s takimi energijami in možgani, konkretno vidim zdaj, kako bi ti rekla, ta kolektivni mental je trenutno kar dosti znižan, ampak mi smo to povedali že septembra, se bo zgodilo. Kaj bi bila malo morala na psu, pa ljudje niti ne vejo zakaj, ampak vsi bi najrajši videli, da bi vse utihnili, pa da bi jih vsi pustili pri miru, pa da lahko, razumeš, par ur na dan sam dihaš, pa da v tišini pa noben nič ne zahteva od tebe. In ta kolektivni mental, torej možgani, glava je ful obremenjena. Zdaj pa finta je pa v tem, da brez njih pa ne gre, a ne? Ker desna polovica možganov, kateri sem se tudi v današnji meditaciji tudi posvetila, boste videli, desna polovica možganov je pa tista, ki prevaja eterične energije. Ona torej dobi informacijo o angelih in sprejema angelske energije tudi zdravilnost, nato to pošlje levi polovici možganov, potem pa se, recimo, če danes to tematika, zdravilna energija razprši po telesu. Zdaj pa, če so pa možgani, a razumeš, toliko zelo kaput, po domače povedano, da te energije sprejeti ne morejo. A veš, kaj mislim? Potem se pa tukaj naredi ful velika blokada, zato ker to je isto, kakor da hočeš elektriko, ampak ne daš pa vtičnico vtikača. Ne bo, pač ne bo elektrike, razumeš, naprava, katero držiš v rokah, ne vem, fen, likalnik za lase, toaster, ne vem, karkoli že hočeš, ne bo delala. In trenutno imamo zelo veliko kolektivno utrujenost ljudi v možganih. A veš, kaj mislim, ne? In ta utrujenost se je blazno ljudem pokazala, ne morem več, da mi ljudje govorijo stvari, ne morem več zagotoviti zahtev, kaj vse hoče od mene, kam bi mogla iti, koga bi mogla poslušati, na kak način bi se mogel obnašati, a veš, kaj moram vse zagotoviti, daj moram biti na voljo, tako naprej, dost. Utrujenost, ki je možganska. In jaz bom tukaj zelo, če imamo že tak dogodek izkreden, mi to vsi kdaj rabimo. Lej, tudi mi, ko učimo duhovnosti, okej? Da veš, tudi mi nismo zdaj neka perfekt razsvetljena bitja, ker nam je vedno vse fajn in nam je vse vedno okej. Ne, ni nam, okej? Je pa res, da si znamo pomagati. In finta je v tem, da mogoče res si pomagamo ene
60-70% z eteričnimi energijami pa angeli, v 30 do 40% ljudje božji si pa pomagamo tako, da pomagamo možganom. To pomeni, da tudi jaz kdaj rabim koga, s katerim se pogovorim, preko katerega dela nek angel, ki mi lahko pokaže neko perspektivo, ne zato, ker jaz ne bi mogla skanalizirati odgovora, ampak zato, ker moji možgani rabijo slišati mnenje in vodstvo od nekoga, ki ga lahko vidijo, ubesedijo in oblikujejo. Možgani dostikrat, če se v kaj zahakljajo, si težko predstavljajo, zdaj bo pa, ja, saj angeli nekaj pravijo, če pa imajo človeka pred sabo, razumeš, ki govori, se lahko bolj osredotočijo na to, kar je povedano. Sam zato se gre. Možgani so res ful kompleksna stvar. Jaz imam pač srečo, da sem se poročila s coachem. To pomeni, da če me zanima kdaj mnenje, če se kdaj zahaklam v neki, da mogoče vidim, da ne vidim še čist cele perspektive, se lahko obrnem na Mihaela, ki je dobra kombinacija tega, ampak on je zelo dober coach, ne. In recimo, jaz sem zdaj ugotovila, da dosti ljudi eterično, lepo, da delajo na sebi, pa tako naprej, mogoče se pa malo premalo dela prav z možgani. A veš, kaj mislim? Razumeti možgane, razmišljanje možganov, zakaj tvorijo nek vzorec, zakaj oblikujejo neko obnašanje. In včasih je to tudi znanje, ki je ravno tako vredno kot znanje o angelih. In bi vam rada položila na srce, ker vem, s kom sem poročena, okej, da imate 5. novembra, no te spregledali zaradi krompirjevih počitnic, imate pri Mihaelu šolo za coaching. In ljudje mislijo, da je to samo šola, to je treba malo bolj povedati, ki je, a veš, samo za one, ki hočejo biti svetovalci nekomu drugmu. Ne, ni. To je v bistvu coaching tudi, če hočeš, ker pa dobiš na koncu licenco. Kaj pa veš, da ti kot prav pride kot referenca, pa močna licenca je pod okriljem Mihaela. Še on ima res hude, tudi mednarodne reference. Ne? No, in finta je v tem, da on tukaj toliko tebi razloži tehnike, kako sam se pomagaš, kako svojim možganom pomagaš, kako lahko samogovor narediš, kako razumeš, zakaj si se zahaklil neko razmišljanje ali pa komunikacijo ali pa odziv pa tega. Tako da Mihael bo imel to šolo še zadnjič v slovenščini in je potem ne bo več. To je zadnjič, odkar je to v našem ateljeju in to je 100%. Okay? Tako da, če mogoče kakšni vidite, da ste ful ujeti v mentalu, vam predlagam, da to raziščete. To je moj nasvet.